Prijazen pozdrav vsem skupaj. Kot že povedano, danes je vlada potrdila predlog zakona o vajeništvu, ki gre naprej v parlamentarno proceduro. Zakon smo pripravili skupaj z resorji, Ministrstvom za delo, Ministrstvom za gospodarstvo, kar nekaj časa, prav tako skupaj s socialnimi partnerji in vsemi vključenimi deležniki tudi v izobraževalnem, kako tudi delodajalskem prostoru. Namen zakona je, da vzpostavimo čimprejšnjo poklicno socializacijo mladega. Zato je vajeništvo ne le kot del dualnega sistema, ki ga sicer že imamo v Sloveniji, tako pomemben projekt. Pomemben je predvsem zato, da išče nove možnosti in priložnosti tudi v luči zaposlovanja mladih in predvsem usposabljanja in izobraževanja na način, da je ta čim bližje trgu dela in seveda potrebam delodajalcev. Zato je bila ta ključna rdeča medresorska nit iskanje najboljših možnih rešitev za to, da se izobraževalni sistem na tem področju poveže z gospodarstvom in išče rešitve še posebej za tiste dejavnosti, kjer je vajeniški sistem že nekoč obstajal, tudi izkazal dobre rezultate, a vendar, da dodamo tudi nova področja in dejavnosti, kjer pa se kažejo potrebe na trgu dela na način, da je potrebno čim prej usposobiti mlade za upravljanje določenih poklicev. Prav zato smo v zakonu predlagali, da se vsaj 50% izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje, pri čemer pa mladi ima status dijaka, ki se izobražuje na delovnem mestu in ne status zaposlenega. To je morda v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi sistemi malo drugače, a vendar usklajeno predvsem z vidika tako delovnega mesta, kot seveda tudi izobraževalnega sistema, ki ga imamo v Sloveniji. Morda je potrebno povedati tudi to, da bodo pri izvajanju celotnega sistema veliko pomoč in podporo tudi zbornice. Tudi z njimi smo v marsičem in zelo dolgo usklajevali način sodelovanja, ki ga pričakujemo z njimi v prihodnje in ki imajo podlago tudi v zakonu. In sicer predvsem na način, da bodo ta dualni sistem strani delodajalcev povezali z izobraževalnim sistemom, tako da bo deloval trikotnik šola, delodajalec, zbornica, pri čemer se bodo tudi z vidika potreb na trgu dela in delodajalcev iskala tako imenovana učna mesta. Kar je seveda tudi pomembno je, da bo vajenec deležen nagrade in da to nagrado seveda tudi opredeli oziroma izvede sam delodajalec, vendar pa, da bi preverili vsa ta izhodišča zakona, bomo v letu 2017-2018 že sprožili tako imenovani pilotski projekt preverbe vajeništva in sicer v 4 dejavnostih, to je oblikovalec kovin orodjar, kamnosek, mizar, gastronom, hotelir. V nadaljnjem obdobju pa dodali tudi še druge dejavnosti, ki smo jih skupaj identificirali, tako z ostalima ministrstvama, kakor tudi za delodajalci, kot tiste, ki so merodajne za uvajanje tovrstne oblike izobraževanja. Kaj naj še dodamo? V pilotskem projektu bomo skušali v začetnih letih usposobiti 200 vajencev na generacijo, in seveda generacijsko tudi dopolnjevati, kot že rečeno, področja, na katerih bodo vajenci lahko delovali. Ta projekt bo financiran iz evropskih sredstev in bo tisti, ki bo v celoti skušal tudi spodbuditi poklicno in seveda strokovno izobraževanje na način, da še bolje in tesneje povezujemo izobraževanje z gospodarstvom. Temu smo v celotni perspektivi namenili skoraj da 30 milijonov evrov, vanj je vključena različna oblika sodelovanja, izobraževanja in gospodarstva, vajeništvo pa je seveda eden od tistih novih stebrov, ki jih znova vzpostavljamo. Še enkrat se na tem mestu zahvaljujem obema resornima ministrstvoma in pa seveda državnim sekretarjem, tudi državni sekretarki dr. Andreji Parle-Lakota, kajti tukajle ste 3 ključni, ki ste v resnici znali povezati in poiskati rešitve na način, da bo sistem v resnici izvedljiv, da pa ga preverimo v tej izvedljivosti, pa je ključen ta pilotski projekt, o katerem sem ravno govorila. Morda kar damo besedo, Peter. Hvala, gospa ministrica, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Po oceni Evropske komisije je uvedba vajeništva eden ključnih
stebrov za zmanjševanje brezposelnosti in socialne izključenosti mladih. Zato je predlog zakona o vajeništvu in uvedba vajeništva bistvena tudi z področja trga dela, zmanjševanja brezposelnosti mladih, hitrejšega vključevanja mladih na trgu dela. Ne pozabimo, za slovenski trg dela je značilno neskladje med povpraševanjem na trgu dela in ponudbo znanji, s katerimi razpolagajo mladi, ko vstopajo na trg dela. Vajeništvo je eden ključnih korakov za to, da se ta neskladja odpravimo. Še zlasti je čim hitrejša vključitev mladih toliko bolj pomembna zaradi demografskih izzivov Slovenije. Vedno manjše generacije mladih vstopajo na trg dela, zato je toliko bolj pomembno, da tisti, ki vstopajo, so že ob začetku svoje delovne kariere usposobljeni z ustreznimi praktičnimi znanji, ki jih gospodarstvo potrebuje. Zelo pomembno za sam trg dela je tudi to, da ne glede na to, kar je bilo rečeno, da ima vajenec status dijaka, je zelo pomembno, da v času, ko bo upravljal vajeniško delo pri delodajalcu, je zagotovljeno delovnopravno varstvo in nadzor tega vajenca. Kadar je vajenec mladoletna oseba, seveda uživa še posebno delovnopravno varstvo, enako kot vse mladoletne osebe po zakonu o delovnih razmerjih, kar se nanaša na nadurno delo, nočne počitke, nočno delo in podobno. Zdi se mi zelo pomembno poudariti tudi to, da vajencu pripada nagrada in ta nagrada ne bo vplivala na družinske prejemke, socialne transferje njega in njegove družine. To je zelo pomembno. Se pravi, na eni strani smo naredili s tem zakonom, po moji oceni, skupaj ključni korak k zmanjševanju brezposelnosti mladih, hitrejšemu vključevanju mladih na trg dela, zagotovili smo delovnopravno varstvo vajencev na delovnem mestu in hkrati nagrada ne bo slabšala socialnega položaja tega vajenca in njegove družine. Hvala. Hvala lepa, ministrica. Torej, lep pozdrav še v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Najprej osebno pa tudi na ministrstvu smo zadovoljni, da je vlada danes dokončno potrdila ta zakon. Mi smo se v procesu priprave seveda vključili predvsem skozi dialog in pogovore z delodajalskimi organizacijami, obrtno zbornico, gospodarsko zbornico in v nekem trenutku je morda izgledalo, da bomo težko našli skupni jezik, ampak še en dokaz je tudi ta zakon, da skupnimi močmi, z argumenti lahko najdemo prave rešitve. In jaz mislim, da je ta ureditev zdaj oziroma ta predlog, ki bi torej danes potrjen, odličen predlog. To potrebuje Slovenija, to potrebuje gospodarstvo. Z našega vidika gledano sta pomembni predvsem dve zadevi. Ta, da bodo lahko tudi določeni šolski programi bili še bolj prilagojeni dejanskim potrebam gospodarstva s časoma in pa po drugi strani, da bodo skozi vajeništvo tudi podjetja lahko skozi daljše obdobje izobraževanja sledila potencialnim kadrom, jih nekako tudi usmerila in na koncu dobila vsaj približno tisto, kar pravzaprav potrebujejo, kar potrebuje trg. To se mi zdi izjemno pomembno. Na ministrstvu bomo vajeništvo deloma tudi finančno podprli, predvsem kar se tiče stroškov prevoza in malice do leta 2022. Prepričan sem, da bo pilotni leti zdaj pokazali, da bo verjetno še kaj za dodati, kaj za korigirati, ampak želimo si, da bi, tako kot je ministrica dejala, čim prej ob teh 4 področjih seveda skozi vajeništvo zaživeli še ostali poklici oziroma profili, ki manjkajo na trgu. Skratka, vesel sem, res naj dodam še, da na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo od leta 1999 pravzaprav izvajamo ukrep poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ta ukrep bo zdaj letos in naslednje leto še potekel, potem pa je ambicija, seveda cilj namen, da pravzaprav vse skupaj zlijemo in da to potem je dejansko vajeništvo, tako kot mislim, da je tudi prav, da imamo torej en učinkovit ukrep, ki bo pripeljal do željenih ciljev. Hvala. Hvala, sem Filice, pa če se mogoče kakšno vprašanje, pa če samo poveste, na koga naslavlja to vprašanje. Maja Derča, Radio Slovenija. Najprej, na kratko, če se pravi, če sodelujejo zbornice, to verjetno pomeni, da imate že izkazano zanimanje prav konkretno iz katerih podjetij oziroma obrti. Drugo pa, kar se tiče financiranja, a je to financiranje dolgoročno zagotovljeno, glede na to, da gre za evropska sredstva, bo to pač projekt te vlade ali je to kaj bolj dolgoročne narave? Ne, zakon sam ima ravno ta namen, da postane dolgoročen in seveda izvedljiv tudi dolgoročno. Vendar pa v prvem obdobju
dajemo spodbude delodajalcem, da v resnici zakon tudi znotraj delovnih mest zaživi. Zato tudi teh namenjenih 30 milijonov evrov, ampak vendar ne zgolj in samo za vajeništvo, ampak celotno spodbujevano okolje poklicnega in strokovnega izobraževanja in povezovanje z delodajalci oziroma z gospodarstvom. Tisto, kar je pomembno, je, da na zakon tudi zavezuje dolgoročno, kaj bi pokrivala država, kaj pa je domena delodajalcev. In sicer, kar se tiče MIZŠ-ja, imamo seveda zavezo in obvezo, da pokrivamo izobraževanje samega dijaka, torej šolske programe in izvajanje teh programov. Hkrati imamo zavezo tudi, da izobražujemo mentorje znotraj teh šolskih programov, ki bodo tudi usposobljeni za delovanje in sodelovanje v vajeniškem sistemu. Prav tako pokrivamo vsa tista zavarovanja za dijaka, ki so že sedaj domena poklicnega in strokovnega izobraževanja in zakona, ki je že vzpostavljen na tem področju. Prav tako pa bomo tudi sofinancirali delovanje zbornic, ki bodo opravljali vse aktivnosti in povezovanja v trikotniku, o katerem sem prej govorila. To je šola, delodajalec, zbornica. In ravno s tem namenom želimo tudi skozi pooblastila, ki jih bodo zbornice imele, zagotoviti, da je to sozvočje vseh teh treh partnerjev seveda čim bolj sinhrono in da se v resnici najde tista učna mesta, ki so pomembna za razvoj bodisi posamezne dejavnosti, bodisi za potrebe trga dela oziroma za višje zaposlovanje, boljše zaposlovanje mladih. Ta denar, ki bo šel kot nagrada dijakom, oziroma kot sem nekaj prebrala, tudi brezposelni se lahko v to vključijo, pa bo šla iz evropskega denarja. Nagrada sama po sebi je tudi v zakonu zaveza delodajalca, vendar pa v vmesnem obdobju pilotskega projekta država spodbuja delodajalce tudi na način, da sofinancira oziroma tudi pomaga s tako imenovanimi spodbudami delodajalcev in v teh spodbudah je tudi namen nagrade. Kar se pa tiče samih področij oziroma poklicov, seveda so bile želje delodajalskih združenj, se pravi dveh zbornic nekoliko večje, ampak jaz mislim, da je prav, da začnemo s temi štirimi, čim prej potem tudi vsaj s poklicem steklarja in pa papirničarja, kar ne bi potem v naslednjem letu, tako da v nadaljevanju pa se bo verjetno pokazala še kakšna potreba. Pomembno je, da smo tukaj v stikih, da spremljamo, da seveda poslušamo tudi glas gospodarstva. Morda dodamo še to, da Center za poklicno izobraževanje, ki je tudi v domeni MIZŠ-ja, seveda je tisti, ki bo tudi najbolj aktiven pri pripravi teh ključnih programov, še posebej v teh že omenjenih dejavnostih in se tudi pospešeno pripravlja na to, da bo v resnici ta trikotnik sodelovanja deloval učinkovito, dobro. Da pa je pilotski projekt zelo pomemben, je pa pravzaprav namen ravno ta, da preverimo, kje morda kaj tudi zakon sam ne omogoča dovolj dobro ali da je na izvedbeni ravni lahko še kakšno vprašanje. Prav zato je pomembno, da teče to vzporedno in da imamo seveda tudi zakonodajne podlage, ki nas usmerjajo v dolgoročnost. Želimo si namreč, da se ne bi ponovilo to, kar se je nekoč zgodilo z vajeništvom, da je izvenel. Mi si želimo, da je vajeništvo seveda tista ključna oblika dualnega sistema, ki seveda živi v prihodnje, predvsem in zato, da bodo mladi našli lažje in hitreje premostitev na trg dela in hkrati bili tudi ustrezno usposobljeni, torej povpraševani z trga dela. Namreč vsak delodajalec, ki si želi dobro, kakovostno sodelovanje z mladimi, verjetno tudi računa na to, da ga bo skušal ali jih bo skušal zaposliti, prav na to pa tudi seveda računajo mladi. Kakšne bodo te nagrade, so normirane nagrade za dijake, predvidevam poletniki pa višina? Tako je, Dobro, mentorji na šolski strani so že zdaj, obstajajo, imate. Včasih so sicer obrtniki pravijo, da niso njih najboljši, da so preveč teoretični mogoče. Kako je pa mentorstvo v podjetjih pri obrtnikih? Mogoče pa damo tokrat besedo dr. Andreji Brle-Lakota. Andreja, če se nam kar pridružiš.
tukaj je mesečni znesek je določen zakonom, kot vidite, in Ja, mikrofoni so tukaj, Andreja, pridruži se. Skratka, mesečni zneski so določeni zakonom in sicer v zakonu piše, da je mesečni znesek vajniške nagrade ne sme biti nižji od 250 evrov za prvi letnik, 300 za drugi letnik in 400 za tretji letnik. Se pravi, ti zneski so bili tudi usklajevani s socialnimi partnerji, ker je pomembno, da so usklajeni. Zdaj pa, kar se tiče mentorjev, vi morate vedeti, da program poklicnega in strokovnega izobraževanja vključuje različne mentorstva, se pravi, eno je za tiste mentorje, ki so na delovnem mestu, torej mentori na delovnem mestu, drugi so tisti, ki sodelujejo sicer tudi pri praktično in strokovnih predmetih. In za tiste mentorje, ki bodo v samem podjetju izobraževali, je predviden, tako kot je ministrica rekla, poseben proces usposabljanja. Se pravi, ne gre za to, da bo kar nekdo delal z vajencem, nasprotno, šli bodo čez sam proces, ustrezati morajo seveda pogojem in čez sam proces izobraževanja. Nosilec tega dela je Center za poklicno izobraževanje. Poleg tega z naše strani, torej z šolske strani, seveda ponujamo roko tudi v tem smislu, da bodo ljudje, ki že zdaj delajo na strokovnih predmetih, torej delajo z dijaki v okviru strokovnih predmetov, pomagali pri izvedbenem delu tistega dela kurikula, ki se bo odvijal na delovnem mestu. Torej gre za več različnih vrst in stopenj tega povezovanja. Bi pa morda jaz na tem mestu še omenila to, da je predviden tudi tako imenovani proces preverjanja oziroma spremljanja izvajanja vajeništva in v ta proces spremljanja izvajanja zakona in vseh seveda tako pravic kot dolžnosti vseh vključenih so vključeni tudi sindikati. Tukaj bi se tudi želela zahvaliti za dialog z vsemi socialnimi partnerji, seveda vključil sindikati. Gre namreč za oblikovanje tako imenovane posebne komisije za spremljanje izvajanja vajeništva, kar je tudi eden od instrumentov za to, da bomo evalvirali, skrbeli za to, da v resnici se morebitna neskladja ali kakršnekoli pomanjkljivosti sprotno odpravljajo in da se išče, vkolikor bo to izkazano, tudi boljše rešitve. Mogoče prav pri višini same nagrade, no to je bilo v tistih področjih, kjer je bilo potrebno kar precej pogovorov tudi z delodajalci, namreč normalno, da si oni želijo čim nižjih teh višin, čim nižjih stroškov, da ne bi, oziroma da bi na ta način ne zmanjšali interes med samimi, predvsem tistimi manjšimi podjetji. Po drugi strani pa ne smemo seveda nekako dovoliti, da bi res tukaj ustvarili kakšno obliko slučajno prekarijata, Mislim, da smo potem v teh razgovorih in dialogu našli to pravo tisto neko vrednost za posameznika. Poudarjamo pa, da je to najnižji znesek, in upamo, da bodo delodajalci znali seveda nagraditi vse tisto, kar bodo kakovostnega doprinesli vajeništvo v delovni proces. Ministrstvo bo sofinanciralo socialne prispevke ali kako? Gre za dijaka, ki se izobražuje na delovnem mestu, torej ne za zaposlenega. Niti ne teče delovna doba. Ne, ampak ima status, tako kot tudi že zdaj to zagotavlja Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Kaj pa recimo v praksi bo delodajalec zelo zadovoljen z njim in bo ponudil, da tudi počitnica pri njih dela, to je pa potem kot študentsko delo verjetno. Tako. Morda vendarle velja poudariti, ne teče delovno dobo, vendar so plačani prispevki za nezgode pri delu in poklicno zavarovanje. Se pravi, vajenec, ki opravlja delo pri delodajalcu, kot sem že poudaril, ima zagotovljeno delovno-pravno varstvo, varnost in zdravje pri delu, to je tudi ključnega pomena, hkrati pa se plačuje prispevek za poškodbe pri delu, veste, vedno se lahko kaj zgodi, se pravi, bo zavarovan tudi iz tega naslova. Seveda pa vsi ostali inštituti dela mladih, študentsko delo pa so na voljo poleg tega. In tudi sicer se že v sedanjih oblikah tako imenovanega dualnega izobraževanja, kot je na primer individualna učna pogodba, kar je omenil že državni sekretar Kantaruti,
zagotavlja pokrivanje vseh teh vrst zavarovanj, ki jih moramo seveda na državni ravni, torej sistemsko zagotoviti, da se vendarle vzpostavi prava varnost za mladega, ki se izobražuje na delovnem mestu. Kako bo mojstri imajo pri svojem izobraževanju tudi že neke vsebine mentorske in bo to sovpadalo, se koristilo, da, seveda, in se tudi vpelo v ta sistem usposabljanj mentorskih, to, kar smo prej predstavili, torej usposabljanja tako na ravni šole kot na ravni delodajalca, seveda pa mojstrstvo je tisto, ki je že neka podlaga razumevanju sodelovanja in izvajanju že obstoječega sodelovanja, tudi v individualnih učnih pogodbah, s tem ga samo še nadgrajujemo.